Tule spodaj je avtomobil z najmočnejšim serijskim 1,6 litrskim turbobencinskim motorjem na svetu. In najmočnejši serijski avtomobil, ki ga je ta znamka kdajkoli spravila na ceste. 199 kW ima. To se ne sliši dobro. 270 konjev ima. In tole je... Niste imeli pojma najbolj prejšnji teden, za kakšen stroj je šlo, ko je bil avto pokrit, a? Mislim, zihar niste vedeli, da gre za Peugeota RCZ R. Gremo pogledat, kakšen je. Čelada bom rabo. Spet sem na 50. Wind. Mogoče bo to nekaj bolj zanimivega. Ok, v bistvu je tole čist brez zveze. Ne avto, ampak mesto. Praktično samo ves čas čakam na teh semaforih, o športnosti pa lahko samo sanjam. Ampak imam pa vsaj čas preverjati ostale stvari. Recimo tale manjši volan se mi zdi zelo super. Ta dva sedeža sta dejansko taka kot običajna Mercedes in sta zelo udobna in tudi pelje se prav lahkotno ta RCZ R. Takole po mestu, glede na to, da je to najbolj brutalna izvedenka. Preglednost pa je itak med najboljšimi v razredu. Super se vidi ven in očitno tudi noter. Vidim, da ta avto je lahko mestni, če pač hočete pozirati. Tistele temne si skoraj zlomila vrat, tako me gleda. Najbrž avto ne mene. To ni za mene. Grem poiskati kakšno fino cesto, da spustim te konje v galop. Upam, da jo do naslednje oddaje najdem. No, tole pa je že bolje, oziroma odlično, če sem čisto pošten. In tale RCZ R je precej drugačen kot navaden RCZ. Da se malo umirim, pa vam sploh povem, zakaj. Samo da najdem eno primerno most. Zunaj pa ni toplo. Skratka, RCZ. Ko je pred leti ta avtomobil pripeljal na ceste in to s takšno obliko, ki je še danes huda, so dejansko vsi pričakovali, da se bo peljal tako, kakor izgleda. Hudo. Pa se ni. Ampak to ne sme biti slabost, ker kupci tega avtomobila ali pa kakšnega Audija TT, ki je dejansko največji tekmec, ne potrebujejo ultra preciznih voznih lastnosti. Potrebujejo samo dokaj športen avtomobil, ne želijo pa se odpovedati vsakdanjemu udobju in uporabnosti. No, ampak gremo od začetka. Ja, od tam, kjer sem začel, ne? Večina voznikov želi imeti športen in hkrati uporaben avtomobil, pač za vsak dan. In imajo kar pestro izbiro. So pa med njimi tudi takšni, ki bi želeli imeti avtomobil z bolj divjim karakterjem. No in za takšne je RCZ R. Da pa ne bo treba prijateljem in znancem non-stop razlagati, da je tole poseben RCZ, so ga že oblikovno popoprali, da je razlika tako jasna. Tole boste opazili takoj. Barva platišč, ki je za to različico posebna, pa še črko R ima gor. Če boste pogledali malo bolje, boste opazili tudi bistveno večje kolute in še Peugeot Sport piše na tej čeljusti. Avtomobil je tudi centimeter bliže tlom. Ok, tega ne boste takoj opazili. Potem pa sta posebna še izpuh in spoiler, ki je v tem primeru ves čas zunaj. Aja, in še eno črko R ima tale. Tudi znotraj je bolj poseben od navadnega. Tile sedeži so usnjeni, ampak niso nič bolj športni od tistih v navadnem RCZ-ju. Volan je manjši, končno, ker serijski v navadnem RCZ-ju je občutno prevelik. Celotna armaturna plošča je dejansko zelo posebna, ker je v usnju in tale položaj za volanom je odličen. Upam, da niste zaspali ob vsem tem naštevanju. Jaz sem skoraj. Rabim spet malo adrenalina. V bistvu je tako, ko se boste vozili normalno, dejansko ne boste opazili sprememb. Podvozje sicer je bolj trdo, ampak ne toliko, da bi bil avtomobil živčen in bi non-stop poskakoval. Nekaj podobnega kot kakšen Focus ST, če že moram primerjati. V bistvu je dovolj udoben, tudi ko sem se vozil po mestu, nisem pogrešal dodatnega udobja. Celo sina sem uspel peljati tamle zadaj v njegovem sedežku, tako da je dejansko celo uporaben.
Tudi motor je med običajno vožnjo čisto prijeten, ni preveč navit, da bi stalno cukal. Se pa pozna, če boste malce hitreje pospešili, da je v spodnjem delu vrtljajev moči bistveno manj kot takrat, ko ti ne rastejo in ko turbina pošteno zadiha. Je pa kar hecno, da takole med čisto običajno vožnjo sploh nimam občutka, da sedim v tako zmogljivem stroju. Peugeot trdi, da povprečno ta avtomobil porabi samo 6,3 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov. V praksi slaba 2 litra več, kar je še vedno impresivno, ko se boste vozili normalno, malo po mestu in malo takole naokrog. Ko si boste pa dali duška in se zapodili med takšne ovinke, pa itak veste, da bo pil bistveno več. Je pa takšen RCZ R primeren tudi zato, ker imate potem izgovor, da jih greste iskat. Ovinke. Tudi če je vreme bolj slabo in me dejansko zebe kot kretena, tudi če je cesta na določenih delih še mokra in ob cesti sneg, vseeno. V Sloveniji imamo toliko lepih cest, ki so odlične za takšen celodnevni izlet. Recimo nekam v hribe greste, kjer so ceste lepše in manj oblegane. Tale je že super proti predelu, ampak iz tiste italijanske smeri. Pa kaj bi govoril? Gremo se peljati raje. Vsi tisti, ki menite, da je Peugeot samo malo navil motor in da bo vsak čas kakšen bat pogledal tam iz pokrova ven, se hudo motite. Bati so kovani in v zmes so dodali še aluminij, tako da je zmes baje enaka tisti, ki se uporablja v Formuli 1. Tudi ojnice so druge, blok motorja so ojačali s posebnim toplotnim postopkom in druga je turbina. Tako da očitno pri razvoju tega motorja res ni bilo heca. Zdaj pa zares. Motor vleče konkretno, o čemer pravi že pospešek do 105,9 sekunde. Ampak takole po občutku sploh ni agresiven, zelo zvezno vleče, kar je fino, ker potem ni naporen in ni fino, ker ni nič brutalen in nič poseben. Ker ima turbino, se tudi ne zavrti visoko, kar je logično, ampak se mi vseeno zdi, da je tega veselja prehitro konec. Sem že nekajkrat usekal blokado, ker je bilo teh 6000 vrtljajev tako hitro tu. Zvok mi je zanimiv, ampak ker vem, da je zgoljufan s tisto membrano tamle zadaj, mi je že pol manj všeč. Dejansko boste s tem avtomobilom lahko med najhitrejšimi na cesti. Prvič zato, ker je zelo zmogljiv, drugič, ker je lahkoten in predvsem tretjič, ker je enostavno vodljiv. Mogoče me zato ta moč niti ne impresionira toliko, čeprav res dobro gre, ampak mi je bolj všeč zapored diferenciala. Torsom poskrbi, da tudi v takih zelo zaprtih ovinkih nos lepo sledi zavoju in ne bezlja kar po svoje. To je tisto, kar dejansko najbolj manjka navadnemu RCZ-ju. Ta zapora je super. Pa menjalnik se mi zdi tudi boljši kot pri navadnem. Zelo natančen. Že zadnjič sem gledal zavore. Sprednji koluti imajo 380 mm premera. Konkretna pica in zato me niti ne impresionira, da sploh ne popuščajo, ne glede na to, kako močno in kolikokrat zaviram. Baje, ta avtomobil potrebuje samo 61 metrov, pa se ustavi s hitrosti 130 km/h do nule. No, pa sej zavore dejansko nimajo posebej težkega dela, ker celoten avtomobil tehta samo malce več kot 1200 kg. No, plus ta selotejp. Peugeot RCZ R je torej konkretna zadeva, če iščete pravega športnika, ki tudi dobro izgleda. Ampak ni poceni, se stane več kot 43 000 evrov, kar je dobrih 12 tisočakov več od 200 konjskega RCZ-ja. Nekaj zaradi dodatne opreme, predvsem pa zaradi dodelav motorja, podvozja, zavor in zaradi zapore diferenciala. Je vreden doplačila? Je. Če iščete pravega športnika, je. In ni, če iščete samo avtomobil, ki dobro izgleda. Predstavljajte si, da je običajni RCZ ris, lahko tudi tisti iz Golovca, no tole pa je pravi lev. In zato bi ga dejansko rad zapeljal še nekam, ker ga na teh običajnih odprtih cestah sploh ne morem izkoristiti. Ej, kaj pa če greva na dirkališče, sej čas malo. Mogoče pa res greva. Poglejte naslednjo oddajo. Ja. No, fajn je. 270 konjev. Ampak jaz sem že tu nisem čisto nič verjel. Sem rekel, da ga moram še sam malo preizkusiti. In to zato, ker je ful glasen zadnje čase, noč, šlajfe, pa neki hudi časi, pa to.
In on sploh ne ve, da sem ga jaz neuradno premagal na rdečem volanu zadnjič. Ampak zdajle sem ga pripeljal še enemu profesionalcu, RCZ-ja, da on pove, kakšen je ta avto. Evo, sem že tukaj. V Idriji. Zdaj, Rok. Zdravo. Spet Peugeot šraufaš. Standard. Spet crkvenke, ali pa? Crknil ne, ampak to je podirk nek obvezna praksa. Najprej treba avto očistiti, pol malo pošraufati. Jaz sem zelo dober, da kaj poderem, pol treba pa očeta poklicati na pomoč, da nazaj sestavljam, ampak ja, tako se dopolnjujejo. Pa ti ne grejo dal Lego kocke, ali ko? Lego kocke smo že prerasli. No, fajn. Jaz sem ti enega drugega Peugeota pripeljal, ker ga noč rabo šraufati. Možeš ga pa sprobati, zaradi tega, ker res ne verjamem že to, da je res tako fajn, ne? Greva? To je najmanjši. A imaš še kaj za pošraufati, ali? Malo bomo to postel, tismo, ko bo zložil nazaj. Jaz sem že podaril svoje. Ja. No evo, jaz sem ti pa tole pripeljal. To, Peugeot. Kaj pa drugega? Prav R, to je že zame narejeno, za Roka, kaj? A to ste že prej pripravili ali je to kakšna... Ne, to sem se zmenil na Peugeotu. Zdaj ne vem, če ti lahko krotil tole, veš, ker to ima ful več konjev kot tvoj. Misliš? Ja, Kakšen avto pa je to? hiter. Hiter. Anže pravi, da je ful dober, jaz mu sicer ne verjamem, zato sem rekel, da ga bom tep dal. Pa eva, no, boš povedal. Greva sprobati, da vedo, kaj je da avto. Roka, te kaj strah zdaj krotiti, vse te kojne? Ne vem, koga je strah. A kojne mene ali mene kojno, to nismo še čist. Z avtom uskladila. Tako, kaj so bi tvoji največji uspehi? Moj največji, v bistvu dejansko moj največji uspeh je bil ta leta 2011, ta evropski naslov med dvokolesno gnanih vozilih v Ralliju. A kaj pa za letos, kaj planiraš? Ja, za letos planiramo nastop na dirkah državnega prvenstva in pa nastop na dirkah v italijanskem prvenstvu, kjer je razpisan prav tudi poseben pokal Michelin in pa posebej točkovanje 6 dirk za italijansko VRC prvenstvo, to je bivši asfaltni pokal v Italiji. Voziš pa ti že ves cajt Peugeota? Ja, večino časa, no, 2 leti vmes ne, ampak začel sem s Peugeotom 106 svojo kariero in tudi danes smo še nekako zvesti in on men, tako da. Kaj ti je všeč? Pa všeč mi je odzivnost samega motorja, same lege avta. Tak ta prav avto za, mogoče cel pretaprav za v normalni promet, ker prehitro se znajdeš v prekršku. Kaj mi ni všeč, težko bi izpostavil kakšno tako specifiko, ampak mogoče še najbolj usnjeni sedeži bi se počutil kakšnih bolj športnih, mogoče malo boljše, oziroma bi bilo malo boljša pozicija, no to je edina taka stvar. Rok, kaj pa ti misliš na sploh o dirkanju v Sloveniji? Vse skupaj se ne odvija tako, kot bi se moglo v pravi stran. Zdaj, krivca iskati ali pa kazati na nekoga s prstom je težko. Dejansko mislim, da so tukaj, oziroma smo tukaj krivi prav vsi akterji. A ti bi imel dirkališče v Sloveniji? Pa jaz bi imel dirkališče tako in mislim, da ga tudi Slovenija potrebuje. Dejansko bi tam ne samo sprostili svoj adrenalin, ampak tudi mogoče se naučili kakšno stvar več, dobili kakšno občutek več. To mislim, da bi bil sam plus za naše šoferje oziroma vse, ki vozijo po naših cestah. No, vidiš. Evo, to je pa še zate. Hvala. Zdaj si pa že toliko hud, da si zaslužil malce volan. Dobro. A to je to, kar smo celo pripeljali nazaj? Ma ne, to je pri nas ful iskanja robo in to damo sam unim, ki se res zaslužijo. Special edition. Ja. Je najlepša hvala, no to bom pa z veseljem nosil. No super. Da bom pokazal. Ja, zdaj te pa je še malo zapeljem, da boš videl, kako to res gre, ne? Odlično, hvala.